Številka 19. Pravzaprav ne boste dobili krča, če boste plavali takoj po jedi. To ste skoraj zagotovo slišali kot otrok. Počakajte 30 minut po jedi, preden greste plavat. Sicer boste dobili krč v trebuhu in morda celo utonili. Verjetnost, da boste zaradi krča po obroku dejansko utonili, je približno enaka, kot da bi do vas priplaval veliki beli morski pes in vas pojedel celega. Dejansko ni nobenih znanstvenih dokazov, da bi dobili krč, če jeste po plavanju. Samo ne jejte med plavanjem, sicer boste uničili sendvič in bazen. Obstaja pa še bolj škodljiv mit o zdravstvenih učinkih hrane. Številka 18. Uživanje maščob vas ne bo zredilo. To je popoln primer, kako je lahko nekaj, kar se sliši popolnoma logično, popolnoma napačno. Edina stvar, ki vas bo dejansko zaredila, je, če zaužijete več kalorij, kot jih dejansko porabite. Ne samo, da je izogibanje maščobam kot skupini živil neumno, ampak lahko celo poslabša vaše zdravje. Brez dovolj maščob lahko trpite za izpadanjem las, težavami s kožo, rane se bodo celile počasneje in veliko pogosteje boste zbolevali. Številka 17. Starejša gospa, ki je tožila McDonald's zaradi vroče kave, je imela prav. Otroci iz 90-ih se bodo tega spomnili. Leta 1994 je ženska tožila McDonald's, ker je bila njihova kava prevroča. Postala je tarča posmeha, simbol pohlepnih, pretirano tožbenih ljudi, ki poskušajo dobiti odškodnino iz najbolj neumnih razlogov. Izkazalo se je, da je bila 79-letna Stella Libek resno opečena, ko so ji leta 1992 na McDonald'sovem drive-thruju izročili skoraj vrelo kavo. Vroča kava se ji je razlila po naročju in povzročila opekline 3. stopnje na nogah in spolovilu. Dali vam bomo trenutek, da se zdrznete. Uboga Stella je bila skoraj ubita, a smo jo vsi odpisali kot šalo, ker Amerika včasih veliko hitreje brani korporacije kot nedolžne ljudi, ki jih te korporacije prizadenejo. Številka 16. Zdravila za raka nikoli ne bo. Dobro, farmacevtska industrija ga nima in ga ne skriva v kakšnem trezorju v kleti. Prepričani smo, da bi ga imeli, če bi ga lahko, ampak razmišljati o raku kot o bolezni, ki jo lahko preprosto pozdraviš, kaže na nerazumevanje, kaj rak v resnici je. Rak je krovni izraz za ogromno število bolezni in različni primeri bodo zahtevali različna zdravljenja. Učinkovitejša zdravljenja bodo razvita s časom in raziskavami, vendar je ideja, da bo kdaj obstajalo univerzalno zdravilo, preprosto zgrešena. Tukaj je nekaj, česar niste pričakovali. Številka 15. Mačke ne bi smele piti mleka. Vse risanke, ki smo jih gledali kot otroci, so nam lagale. Želijo, da verjamete, da sta mačka in krožnik mleka popolna kombinacija. A resnica je povsem drugačna. Čeprav imajo kot mladički radi mleko, mačke, ko odrastejo, izgubijo encim v telesu, ki jim omogoča prebavo mleka. Če daste odraslim mačkam mleko, boste verjetno morali prenašati njihovo bruhanje, kakanje in prdenje povsod. Ne recite, da vas nismo opozorili. A niso samo živali tiste, ki nasedajo mitom o svoji biologiji. Zdi se, da je tam zunaj ogromno mitov, vendar brez skrbi, imamo dokaze. Ne pozabite všečkati, deliti in se naročiti. In morda za spremembo nehajte verjeti svojemu čudnemu stricu. Številka 14. Napoleon ni bil nizek. Povprečen človek verjetno z gotovostjo ve dve stvari o Napoleonu Bonapartu. Bil je Francoz in bil je nizek. To je tako globoko zasidrano v naši kulturni zavesti, da ko pomislimo na nekoga, ki ima občutek, da mora nekaj dokazati, ker je manjše postave, rečemo, da ima Napoleonov kompleks. Ampak tukaj je stvar. Napoleon je bil v resnici povprečne višine za tisti čas, okoli 170 cm. Obstajata dva razloga, zakaj ga pogosto dojemamo kot nizkega. Prvič, obkrožali so ga vojaki, ki so bili verjetno višji od povprečja. Drugič, ker je angleška propaganda poskušala narediti vse, da bi ga prikazala kot nizkega in tako spodkopala njegovo avtoriteto. In glej, očitno je bila to kar učinkovita propaganda, saj ljudje še danes verjamejo v to. Ampak ne ti, zdaj veš. Številka 13. Imeti OKM ne pomeni biti obseden z redom. Tudi zato lahko krivimo filme, televizijo in popularno kulturo. Verjetno si že slišal koga reči: res sem OKM, ko gre za red. Ali pa si v medijih videl detektive in mojstre kriminala z OKM, ki živijo brezhibna, natančna in na podrobnosti usmerjena življenja. To morda drži za nekatere ljudi z OKM, vendar močno poenostavlja resničnost. Kratica namreč pomeni obsesivno-kompulzivna motnja in pomeni, da oseba doživlja ponavljajoče se vsiljive misli, nad katerimi ima malo ali sploh nima nadzora. Razvijajo rituale, ki jih kompulzivno izvajajo kot mehanizem za obvladovanje tesnobe. To nima nobene zveze s tem, da bi bili po naravi izjemno urejeni. Henry, preobremenjeni in čustveno otopeli pisec tega scenarija, ima v resnici OKM.
In videl sem njegov stanovanje, izgleda kot smetišče. Ampak to še zdaleč ni najbolj nevaren mit, ko gre za delovanje človeških možganov. Tisti bi bil številka 12. V resnici ne ješ krvavega zrezka. Če si bil kdaj v steakhousu in si naredil pravo stvar, si naročil zrezek srednje krvav, si ga verjetno prerezal in se počutil kot pravi mesojedec, ko se je kri nabrala na tvojem krožniku. Ampak ta tekočina v resnici ni kri, čeprav se morda tako zdi. Pravzaprav je to mešanica vode in mioglobina, običajne mišične beljakovine. In to je le vrh ledene gore, ko gre za zmote o hrani in prehranjevanju. Številka 11. Britje ne povzroči, da bi vam dlake zrasli nazaj, gostejši ali hitreje. To je ena tistih čudnih resnic, ki jih začnete slišati takoj, ko pridete v puberteto. Če se brijete, ne glede na to, ali je to vaš obraz ali noge, pričakujte, da vam bo naslednjič zraslo nazaj hitreje in bolj grobo. To ne drži. Dejansko so to ovrgli že v klinični študiji pred skoraj 100 letjem, leta 1928. Resnica je, da gre verjetno le za optično iluzijo, kjer med ponovno rastjo vidite osnovo svojih dlak, ki je videti bolj groba in trša kot konice, ki jih običajno vidite. Številka 10. Pokanje s prsti vam ne bo povzročilo artritisa. Podobno kot dotikanje ptičjih mladičev je tudi to ena izmed tistih klasičnih babjih zgodb, ki so jih verjetno izmislili zato, da bi vas kot otroka ustavili pri nadležnem vedenju. Nihče ne mara poslušati, kako drugi pokajo s prsti, še posebej, če delaš za mafijo in si tu, da izterjaš dolg. A zagotovo ti to ne bo povzročilo artritisa. Tisti pokajoči zvok so le mehurčki, ki počijo v tvoji sinovialni tekočini. To je tista snov, ki omogoča, da se tvoji sklepi gladko premikajo. Tako da naslednjič, ko te kdo poskuša pretentati s tem, mu odgovor grozeče popokaj členke. Številka 9. Žvečilni gumi ne bo ostal v tvojem želodcu 7 let. Že če to izrečeš na glas, se zaveš, kako neumno to zveni. In zakaj ravno 7 let, kot da gre za neko čarovniško prekletstvo? Res je, nekaterih delov žvečilnega gumija ni mogoče prebaviti, ampak če bi vse, kar je neprebavljivo, ostalo v tvojem želodcu, bi se spremenili v človeške shrambe in umrli zaradi zamašitev ali okužb. Deli žvečilnega gumija, ki jih ne moreš prebaviti, preprosto zapustijo tvoje telo z iztrebki, namesto da bi ostali v tebi zavedno. To pa ne pomeni, da ti nekatere stvari, ki jih vneseš v telo, ne morejo škodovati, tudi če to storiš z najboljšimi nameni. Številka 8. Klin se s klinom zbija. Samo preloži težavo na kasneje. Zdi se, da če vprašaš kogarkoli določene starosti o noči, ko je malo preveč žural, bo imel svoj recept za popolno zdravilo proti mačku. Verjetno takega, ki se prenaša iz generacije v generacijo pivcev in žurerjev. Ampak ena izmed absolutnih klasik, ki jih boš slišal, je: klin se s klinom zbija. To pomeni, da popiješ malo tistega alkohola, ki si ga pil prejšnjo noč, da bi ublažil učinke mačka. Ampak, če dobro pomisliš, je ta nasvet v bistvu samo: nikoli nimaš mačka, če si ves čas pijan. Vse, kar ta nasvet v resnici naredi, je, da samo odloži učinke mačka. Pravzaprav jih bo verjetno še poslabšalo, ko se bodo končno pojavili. Raje popij veliko vode, pojej krepak zajtrk in to prespi. Seveda to še zdaleč ni edini domač nasvet o zdravju, ki te bo popeljal na napačno pot, kot na primer številka 7. Ne, gledanje televizije te ne bo oslepilo. To je nekaj, kar so otroci iz 90-ih in 2000-ih verjetno pogosto slišali, preden so vsi začeli razvijati simbiotski, kiborgovski odnos z družinskim iPadom. Če si bil eden tistih otrok, ki so celo otroštvo sedeli centimeter stran od Pokemona in Power Rangersov, brez skrbi, to ne bo imelo nobenega trajnega vpliva na zdravje ali ostrino tvojega vida. Največ, kar se lahko zgodi, je, da bodo tvoje oči zaradi pretirane uporabe nekoliko utrujene in srbeče. A to bo hitro minilo, ko si boš naslednjič odpočil oči. Številka 6. Nikoli ne lulaj po piku meduze. To je eden tistih čudnih mitov, za katere lahko samo domnevamo, da si jih je izmislil kakšen iztirjenec. Če tvojega prijatelja piči meduza, je zadnja stvar, ki bi jo moral narediti, to, da lulaš po njem. Meduzina lovka je v bistvu prekrita s tisoči drobnih strupenih harpunc, ki se ob stiku izstrelijo v telo in povzročijo pik, ki je lahko od bolečega do naravnost smrtonosnega. Pravi nasvet je, da poskusiš odstraniti žgalke. Ne da bi se sam opekel, izperi prizadeto območje s kisom in nato čim prej odpelji prizadeto osebo v bolnišnico. Uriniranje po njih ne bo le ogabno in neuporabno, ampak bo dejansko stanje še poslabšalo. Testi so pokazali, da lahko uriniranje po opeklinah meduz dejansko poveča odziv na strup, saj ustvari novo kemično neravnovesje. In ali res želiš biti oseba, ki je svojega prijatelja polulala do smrti na plaži? Kako bo to zvenelo v govoru na pogrebu? Tukaj je še ena pogosta zmota. Številka 5, ne? Vsako leto med spanjem ne poješ kupa pajkov.
Pogosto se ponavlja kot čudno malo dejstvo v stilu več kot veš, da naj bi v spanju nehote pojedel 8 pajkov na leto. Te majhne osemnožne mararofilke preprosto obožujejo plezanje v človeška usta, da bi tam našle svojo pogubo. Ampak to sploh ni res. Bill Scheer, profesor biologije na koledžu Hampton Sydney v Virginiji in nekdanji predsednik Ameriškega arahnološkega društva, je dejal, citiram: Pajki nas dojemajo približno tako, kot bi dojemali veliko skalo. Tako veliki smo, da smo zanje pravzaprav le del pokrajine. Speča oseba ni nekaj, čemur bi se pajek prostovoljno približal. In če tega ne boste verjeli, strokovnjaku za pajke vam ni pomoči. Uživajte v svoji namišljeni pajkovi večerji. Številka 4. Serijski morilci niso mojstri šarma. To je nekaj, kar ves čas vidite v filmih in na televiziji. Nihče ne zna manipulirati tako kot morilski psihopat. Imajo neverjeten šarm, s katerim lahko celo najbolj razumne ljudi prepričajo v ranljivost in jih nato zvabijo na osamljeno mesto, kjer jih ubijajo. Poglejte Teda Bundija. Vsi pravijo, da je ta tip kar izžareval šarm in da je prav zato tako zlahka našel toliko žrtev. Ampak seveda, to ni res, kaj ne? To je še ena izmišljotina filmov, ki morilce prikazuje kot veliko bolj inteligentne in uglajene, kot v resnici so. Ted Bundy je v resnici do toliko žrtev prišel z nizkotnimi taktikami zapeljevanja. Medtem ko je nosil lažni mavec, je nagovarjal na desetine žensk naj mu pomagajo in večino časa so te ženske rekle ne, saj so ga dojemale kot srhljivega in odbijajočega. Uspelo mu je najti toliko žrtev zgolj zato, ker je vztrajal, dokler katera ni končno rekla da. Tretjič, spolni odnosi ne naredijo nožnic trajno ohlapnejših. Verjetno ste to že slišali, če imate prijatelja ali bolj verjetno znanca, ki posluša tiste čudne podcaste o alfasancih. Veste, tiste, ki jih vodijo tipi, za katerimi so razpisani aktivni nalogi za aretacijo. Ker imajo, tako kot mitološki vampiri, čudno obsedenost z devicami. To bodo opravičili s tem, da je seks z žensko, ki je imela več spolnih odnosov, manj prijeten, ker naj bi to pomenilo, da ima bolj ohlapno nožnico. To je popolna neumnost. Tako kot vse ostalo, kar ti tipi govorijo. Vagina je mišica, ki se lahko krči in sprošča. Med in takoj po spolnem odnosu se sprosti, da je seks lažji in prijetnejši. A kmalu po seksu se vagina vrne v svojo osnovno obliko in velikost. Kdorkoli vam trdi drugače, očitno še nikoli ni imel opravka z njo. Drugič, veliko strokovnjakov za govorico telesa je v resnici popolnih prevarantov. Te tipe ste videli povsod na YouTubu in v podcastih. Nekateri trdijo, da so psihologi, drugi pravijo, da so bivši policisti ali iz CIA. Vsi trdijo, da imajo sposobnosti Sherlocka Holmesa pri branju ljudi na podlagi najmanjših vedenj. A večinoma so približno tako zanesljivi kot bralci dlani ali tarot kart, le da so prekriti s tanko plastjo psevdoznanosti. Samoumevno je, da so neverbalni znaki izjemno pomemben del človeške komunikacije, vendar je njihov pomen zelo odvisen od situacije, kulture in posameznika. Če preberete dovolj raziskav, boste pogosto ugotovili, da je preveč tako imenovanih pravil popolnoma nasprotujočih si. Lahko je zabaven trik na zabavi, vendar v trenutku, ko tvegate, da bodo ljudje zaprti zaradi tega, kar nek plešasti tip pravi o tem, kako premikajo obrvi, postane dezinformacija iz smešne naravnost nevarna. Ne zaupajte tem ljudem. Prva stvar. Veliko znanih filmskih citatov si napačno zapomnite. Ta je nekoliko smešna, ampak vas bo verjetno vseeno presenetila. Zaradi nezanesljivosti človeškega spomina se podrobnosti pomešajo, ko jih poskušamo priklicati. Zato pogosto nehote napačno citiramo, ko naštevamo nekatere svoje najljubše filmske citate. Darth Vader nikoli ni rekel: Luke, jaz sem tvoj oče. Rekel je: ne, jaz sem tvoj oče. Bette Davis nikoli ni rekla: pripnite si varnostne pasove, čaka nas razburkana vožnja. Rekla je: pripnite si varnostne pasove, čaka nas razburkana noč. Zla kraljica iz Sneguljčice nikoli ni rekla: ogledalo, ogledalo na steni, kdo je najlepši v deželi tej? Rekla je: čarobno ogledalo na steni, kdo je najlepši v deželi tej? In v filmu Žrelo načelnik Brody nikoli ni rekel: potrebovali bomo večji čoln. Rekel je: potrebovali boste večji čoln. Svoje najljubše napačne citate lahko zapišete v komentarjih spodaj. Prej smo omenili, da je okoli hrane veliko laži, vendar je v resnici še veliko več kot to. Oglejte si video Vsakdanje laži trgovin z živili so vas zastrupile, da odkrijete resnico. Ali pa kliknite na ta video.